Živijo, tukaj Anže, poslušate oddajo Aparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. 13. oddaja Aparatus je bila posneta 19. marca 2013 in sicer z Uršo Menard, režiserko novega dokumentarca Nekoč je bila dežela Pridnih, ki bo od 3. aprila na sporedu tudi v Kinodvoru, tako da se ga pejte kaj pogledat. Več o samem filmu boste zvedeli v pogovoru, pogovarjali se pa tudi o tem, kako snema, zakaj snema, zraven še o dobrih filmih in najbrž najboljšem, najslabšem filmu vseh časov The Room, na koncu pa še o podcastih in pa njeni strojni in programski opremi. Preden začnemo pa hvala vsem, ki ste dali v iTunesih Aparatusu oceno in če tole slučajno poslušate v iTunesih, bo kakršnakoli ocena tam zelo dobro došla. Evo, zdaj pa Urša Menard. Zdaj sem začel, ker jaz ni nekaj procedure, ker jaz povem stvari, ne vem kaj, tako da, kdo si in kaj počneš? Jaz sem Urša Menard, sem režiserka, delam filme, če mi uspeva, drugače pa nič, to je to. Pa si Agrafata, ne, si ti naredila? Ja, sem končala, malo je trajalo, da sem diplomirala sicer, ampak evo, tudi to smo zaključili. Kaj to pomeni, da je malo trajalo? Ja, bila sem absolventka, to je klasična slovenska, skoraj 3 leta, ne. A 3? Ne, 2 pa, ne vem, mogoče 2 pa pol, no, ampak, no. Ja, lej. Naredila, to je važno. Za nami je. Ja, pildek imaš. Ta prvo stvar, ki sem jaz tvoja videl, je bilo tisto, kar si zavest delala reperja, ne? Kaj je tvoj dolg? Veš povedati svoj dolg, ja. Ja, to ne, to je ta prva stvar, sploh zaradi tega, ker si tam not intervjuvala pač Borisa Vasova, samo Boris, ko je bil takrat tudi na radiju študent. Ja, a ni več? Ne, zdaj na MMC, mislim, tudi piše še kaj za radio, zdaj na RTV-ju dela, ja. Ja, ne, on je the best. Ja, on je cool, ja, se zaradi tega, pa jaz sem posnetek sem konstantno rolal, pa kaj je pijama, ga je ful nekaj tudi hvalil, ne. Je rekel, da se bo Borisov pa najdaljše ime ever in ne vem kaj. In pa sem na vsega dokcajta, sem mu to predvajal. Po nesrečo pisarno prsto, sem mu to, tako da res, jaz si gre stav, da ta od Borisa video, ki si imela, razrezan je bil, ne, on je pa v bistvu šel po delih gor iz filmu. Ja, veš kaj, ne, v bistvu ti sploh ni bil film po delih, ampak so bili kakor neki, ne vem, outtakes ali kako, no. Mi smo posneli takrat toliko enih intervjujev, ne vem, čez 50 ur smo imeli materijala. A ja, ti sploh ni bilo? Ne. Pa zaradi tega nisem šel gledati, sem vse videl. Ja, mogoče nismo najbolj razložili. Ne, sem mislil, da je tisto, ok, zdaj boš z vsakim posebej, a veš, pa boste ali pa ena celota vam prišla. Ne, v bistvu v filmu so čist druge stvari, kot so tam mogoče so kakšna ponovina. Ampak v glavnem, kar je v teh kratkih bilo, so bile neke stvari, ki so se nam zdele cool, pa nam niso pasale neki v celo to zgodbo, a veš, ka 50 ur na 50 minut stlačeš, pol marsikaj odpade, tako da smo pol te stvari nekako. A to se zdaj da ki na netu videti? Ja, to je na YouTubeu. Ampak celega, ne? Cel je na YouTubeu. Zdaj imam še nekaj zagledati. Ja, vsi te posamezni klipi so še vedno gor, pa tudi cel je gor. Tako da... Ok, to bom zdaj dal link, to je ta prvi link. Evo, daj link, dajte. Zdaj pa, kako smo tam prišla zraven v bistvu prvesti, pa zdaj sem tudi videl, zdaj si mi dala pač ta, sem dobil preview, se ful dobro slišim, ampak ja, tega novega tvojega filma, pač bila že Pridni, ker je tudi Jani Sever, producent, ne? A to je še zmeraj ta naveza, oziroma kako se je tam začel sploh, to, da si ti naveza? Ja, to je ista naveza. V bistvu začel se je tako, da je moj... prijatelj iz Agrafata, Marko Bratuš, z njimi neki delo, mislim, da je on bil tudi med soustanovitelji te vesti. In midva sva se poznala v bistvu iz faksa, pa delala sva skupaj ene kratke filme na otroškem programu na TV Slovenija, on je bil scenarist, jaz sem bila režiserka in pol me je enkrat povabil, da pač oni takrat so glih začenjali, no. In da ful enih stvari imajo, ful enih idej, pa če bi prišla enkrat kaj delati zraven. Pol pa mislim, da so za bil je razpis za AV, to je AV sklad, to je imelo Ministrstvo za kulturo, bolj za dokumentarce, pa za kakšne serije. In je Jani Sever že takrat bil na vesti, no, in on mi je takrat, ta prvič, ko smo se videli, rekel, da ima ful nekih idej, pa če me kaj od tega zanima, da bi mogoče probali narediti nek tak low budget dokumentarc, pa se prijaviti na ta razpis. In ena od ideja od teh, ki jih je takrat predlagal, je bila tudi, ker mislim, da je bilo glih leto knjige. Nekaj te. Ja, 2009 se mi zdi, da je šel ta razpis ven. In da bi prijavili nekaj na foro, da se v bistvu rap, pa poezija, pa da to se povezuje, pa če bi kaj tako. Tako da pa sem pa jaz nekako, jaz sem to tako zagrabila, valjda, ker mi je to najljubša zvrst glasbena, recimo. Ja, to je še izpoljan. Ja, od nekdaj.
Tako da zdaj moramo razkriti, da se poznava iz srednje šole. Ja, sem ti 7 let za mano. Ne? Res je. Ja. No ja, tako da pol smo pa nekako začeli na tem delati, če ene par ljudi se je pridružili, ker so tudi takrat na Vesti delali, Ajda Perme je bila takrat zraven, pa Domen Ožbot, pa Nina Bučuk in pa smo skupaj nekako, ne vem, se zorganizirali, da smo poklicali te ljudi. Mi dve z Ajdo sva se pogovarjali z njimi, posneli smo milijon teh intervjujev. V bistvu smo imeli idejo, da bi bil multimedijski projekt, no, da ne bi bil sam dokumentarc, ker itak ta ciljna publika naša, kako naj rečem, itak tudi zase vem, da mi je fajn, tako neki 2 minuti na YouTubeu pogledaš sproti, ne, za film si moraš več časa vzeti, pa tudi publiko si zgradiš tako, no. Mi smo ugotovili, da pa smo začeli dajati neke kratke klipe na YouTube vsak, ne vem, par na teden, ne, od teh intervjujev, neke odlomčiče in na koncu smo imeli že kar dost nekih subscriberjev, pa tudi ta folk, ki smo jih intervjuvali, so bili v glavnem ful v redu, tako prijazni, so nas malo spromovirali naprej, tako da na koncu, ko smo imeli film zunaj, smo imeli v bistvu kar veliko publiko že, no. Ma tudi danes še slučajno, kdaj kakšni tam mali slišim, ki se pogovarjajo, si gledal, ne vem, to neki ful hud film na YouTubeu, se kar tako ful dobro se mi zdi pa. Sem to je, če tako gledaš, to je dosti novoblo, ne, veš, da se je začel prvo tok na netu, ne, ker to se do zdaj ni glih dogajalo, veš, da bi, oziroma... Klemen Dvornik je naredil, no, te prepisane, to je bila ta prva taka stvar. To je bilo, mislim, da 1 let pred tem. Ja, pa to je v bistvu Vest tudi producirala. Ja, se tudi Vest naredila. Ampak, veš, to je bilo 1 let preden smo mi to začeli, no, ja. Ja, ampak prepisani so bili tako mišljeni, da bodo pač na netu želi. Veš, prvo se pa na koncu mi smo še film vam pršel, kar sem je zdaj izvedel, ne. Ampak, hočem tako reči, ne, ampak, veš, to se ne dogaja ponovadi, da eni film snemajo, pa dajo prej karkoli iz rok sploh. Ja. Sam na konc pade ven, razumeš, 1 pa pol, oziroma kakor 50 minut, ne. In na koncu ponavljam pa je, tega nič ne vidiš, kaj se je prej dogajalo, oziroma tisto, kar mogoče ni objavljeno. Sej ni čisto vsak film, pa vsak žanr, pa zvrst primerna za to, ne. Veš, ta pač oblika, ki smo si jo mi izbrali, se mi je zdela zato idealna glih zaradi tega, ker smo intervjuvali, ne vem, 50 ful zanimivih ljudi, pa vsak je imel kaj fajn, mislim, kakšno stvar zanimivo zapovedati, ker mogoče ti ne gre glih v ta kontekst filma, ampak ti je pa škoda, ker stran vrš, ne. Tako da zato se mi je zdelo pa to idealno, glih zaradi tega, ker imaš te intervjuje in to. Zdaj ne vem, mogoče, ja, treba bi bilo razmisliti, sej zihar se ta format tudi za kaj drugega obnese. Ja, sam, ja, čakaj, zdaj si mi dal. Zdaj si v bistvu 2 dokumentarca naredila. To je dolgometražno, zdaj 2 dokumentarca za sabo. Ja, tisti je bil kakor srednjemetražni, 50 minut, ta pa zdaj celo večeren, ja. Ja. Pa to te dokumentarci že tako zanimajo, ali te bolj igrane zadeve zanimajo, ali ti vsem, sam da snemaš, ali kako? Veš kaj, ko sem se upisala na faks, sem najprej to, da igrano, da to mi je super. Tudi na faksu, ko smo v 2. letniku mogli kratek dokumentarc narediti, jaz v bistvu sploh nisem naredila dokumentarca, ampak sem naredila mockumentary, ne, tako fake dokumentarc. Tudi to, da šlah link, mislim, da je na YouTube. A res, ja. Ne, sorry, samo tako lepo ne boš pa, ampak tako je drugače, sta, veš, The Office, angliški. Ja. Pač tako sta Gervais pa Merchant, ona da sta imela eno zadevo, ki je bil pred pilotom posnetne. In je bilo tako narejeno, da ti BBC da kamero za 2 dni in moraš neki posnetke, te pač učijo. In Merchant je bil v tem programu in sta to posnela. Res, a to nisem vedela. Ja, in pa so po BBC-u to kaseto, še kaseta, si se to pošiljali, da sta na podlagi tega v bistvu dobila šanso za pilota dela. Ja, brez evanci. Tako je ta žanr se razvil. Ja, mislim, ta mockumentary bo prej v Spinal Tapu. Ja, no, to vem, itak, no. To itak, ne, ampak ja, tako, sorry, no, daj, povej, sam. Ne, zanimivo, vidiš, še kaj se bom naučila. Takrat na faksu, ne vem, jaz sem bolj tako, malo mi je neroden, ker ide do enega folka, ki ga ne poznam, pa mu tako, ja, deja pa biti nekaj sprašvati folk. Tako da mi je to igrano bilo vedno bolj blizu, tudi zato, ker imaš toliko nekih strokovnih, v bistvu, sodelavcev, no. Pa je nekako bolj, se mi zdi, skupinsko delo, ker je vse en večja ekipa, ne vem, nekako mi je to bilo boljš. Čeprav, pa sem pa dobila bolj slučajno, kot ne, se pač tako, kot sem govorila, prej šanso za ta dokumentarc, zdaj me je pa to zagrabilo. Tako da ne vem, v bistvu rada bi nekako boje počela, ja. Kako se je pa zdaj ta začel, kako je pa kle prišlo do tega filma? V bistvu dost podoben. Mislim, mi smo ta film prejšen, smo zaključali, bil dost uspešen, pa smo razmišljali, kaj bi naprej. In je bila, seveda, ne, spet smo izkoristili to priložnost, ker je bila glih obletnica, takrat je bila 20-letnica, sprav, zdaj veš, koliko je to nazaj.
20-letnica osamosvojitve in smo rekli, mogoče bi nekaj na to temo. Pol je pa Jani Sever imel idejo, da bi o trženju države nekaj naredili. V bistvu on je prišel s tem marketingom. Pa s tem. Meni je bilo to the best, takoj. Ampak sem pol dodala zraven še malo te pop kulture pa alter kulture, ker se mi zdi, da je v bistvu tako bolj neko celovito sliko dobiš pol. Ne? Ja, da ni sam. Slovenija moja dežela. Ja. Pol smo pa s parimi, mislim, malo smo se s parimi ljudmi smo se mogli pogovarjati, če preden smo začeli snemati, da smo malo dobili še kakšne ideje ali pa idejo še za kakšnega sogovornika. Pa tako, jaz sem pogledala na TV-ju arhivskega materijala ure in ure, pa smo šli pa snemati, no, tako nekako. No ja, imeli smo srečo, da smo za oba ta projekta dobili tudi nekaj sredstev na teh razpisih, ne drugače. Ja, valjda. Ja. Kako pa zgleda pregledovanje arhiva na TV-ju? Kako to deluje? To zgleda... Na čemu je to tam? Ja, to je na betah, a veš, te beta kasete. Zato pravi. Ja. Sem jaz del, da bo, okay. Mislim, jaz vem, da ful arhiva obstaja po Sloveniji, ne glih na TV-ju se v glavnem presnemavajo, zdaj ne vem, digitalizirajo ali kaj, ampak vsaj neki delajo na tem, ampak vem, da tako folk, ki ima svoje osebne arhive, pa te, ki so v 80-ih pa v 90-ih kaj snimali, to je vse na takih nemogočih formatih, da to ne vem, kje bi sploh, a veš, kako bi sploh gledal, kje bi pogledal to sploh, kaj šele presnel pol, to so te neki age track, ne vem kva. Ja, ne si zato vprašam, zato pač tisto, kar si ti snemala pri tem filmu, je res vse HD in pač veš, ko res kadr na to, čim prije, kaj to me res zanima, če tako tehnično, pač, kako je to za Evan skrb spraviti? Jaz sem, moram ti reči, ta film gledal dejansko na katodnem TV-ju, dolga zgodba. Mogoče primerno, ja, te arhivske. Mogoče ni bilo to pač vidne, ampak na filmu se pa to vidne, ker tam slika skupaj, ja, veš, skoči. Ja. A moraš nekaj ekstra paziti, ker to skupaj daješ, veš, ta full HD pa pač karko je bilo tisne. V bistvu sem imela full debate na to temo z direktorjem fotografije, pa snemalcem Darko Herič je to, in sva glih debatirala, kako bi na začetku, preden smo se lotili sploh, a bi bilo treba zdaj se potruditi, da bi čim bolj podoben zgledali to, kar snimamo danes, pa te arhivski, ali je treba glih narediti čim večjo razliko. Tako da pa sva se zavestno nekako odločila, da probava to, kar snimamo danes, res narediti, da je speglan, lepo, tako sodobno, da se vidi ta razlika. Ne? Čeprav se mi je pa zdel, zato ker pač nekaj je sodobnost, nekaj je pa preteklost in tudi snemaš, mislim, nočeš ti pokazati, da zdaj se mi pogovarjamo o leta 84 z nekom, ampak hočeš to distanco, ne, da je to zdaj. Ampak je pa istočasno, kad bo ta film moj v Kinodvoru, bo tudi en čilenski film, No je naslov, ne. Prevod, ne? Ker so pa naredili glih obratno, so pa in to je ful dobro, priporočam. In tudi tema je malo podobna, so pa snemali ljudi, ki so delali kampanjo za referendum, ki je bil kakor za ali pa proti Pinochetu, ne? Takrat tečilo. A veš, in je bilo kao 15 in spremlja film te, ki delajo kampanjo, ne, in kao vsak dan imajo 15 minut na televiziji in morajo snemati. In je v bistvu malo je ta Slovenija, moja dežela, feeling. Aha. Na drugem koncu sveta ful zanimiv. Ampak neka podobna kampanja, no tam so pa na beto snemali film. Prav, zdaj so ga snemali? Ja, te igrane dele, ne, ampak je pa the best, zato ker res ne veš, ker vmes so pa pol dali neke arhivske posnetke iz teh demonstracij, pa res so posnetki teh reklam noter, ki so genialne. Te reklame za Pinocheta so umiraš od smeha, res. Je pa the best, ker v bistvu glih ne veš, ne, kaj so oni naknadno posneli, kaj pa res od takrat. Tako da to je super, v bistvu eksperiment v tej smeri. No in če sem živela tako v zadnjih par let, da bi na beto kdo naredil film, to se mi je zdelo genialno. Ja. Ma po moje tam na nacionalki snem. Isto, kaj tle, ja. To, kar se pa vi snema, s čem pa snemate? S čem to je bil kar Canon 5D. No in super, ker jaz sem že imel en aparat z Anderton Kaiserjem, če si videla, pač, tudi ja, snema, to sem poslušala, ja. Ja, in je pač, koliko to pomeni, da so te fotoaparati ratali, to je že on malo, ampak koliko to pomeni za ljudi, ki snemate, da dejansko fotoaparat naredi legitimno sliko pač? Velik. Veš kaj, predvsem znižati stroške produkcije, no, bolj odpre to polje
filmarstva je kar naenkrat bolj demokratično, no? Ali kako ne rečem. Za veliko manj denarja lahko narediš nekaj, kar zgleda. Recimo Izlet, ne vem, če si gledal Izlet. Ja. To je isto Canon, se mi zdi. Ja, jaz mislim, da ga zdaj že vidim, no? Canona, tako, kako ga gledam, se mi zdi, ima neko svojo, ne vem, ali pa mogoče nam sam jaz to predstavljam. No, jaz ga ne. Jaz pa dejansko, ne vem, tako, sploh na YouTubeu, zdaj odkar ima YouTube to opcijo, da je res 1080 pa lahka, nekako kar vidiš, pa Vimeo ta nekako imajo nek svoj duh, to je pa skoraj vse, ali na Panasonicih, teh GX, ki jih skrekajo ljudje, ali pa na Canonu snemajo, že nekako vidim, ampak zdaj, koliko je zraven opreme, poleg pač fotoaparata, plus zdaj lečo, ampak koliko je pa še zraven opreme, ki jo rabiš, da dokumentarsko snemajo. Veš kaj, dobro, zdaj ne vem, če si to mislil, ampak ta fotoaparat, da rata kamera, rab vse neke mounte gor, ne? To je dejstvo, ampak gremo reči, da to kamero zdaj imaš, pa in to je to, ampak pa pol še raba, veš, zato, ker še zmerno s kamero, mislim, s fotoaparatom snemaš, ne? Ja, ne, pol smo imeli smo še pač tudi enega asistenta kamere, smo vse mogli imeti, ker je vse bilo teh mountov, pa opreme, pa pol smo imeli enega Tonca, ki je bil hkrati tudi mikroman, on je snimal na ta Zoom, to je tak mini škatlica, snemalnik Tona. Ja, ki dejansko naredi profi zvok. No, ja, pač on je imel, ne vem, 2 majka tam gor. Pol smo pa imeli lučkarja, enega vedno samo, ki je imel pa kar nekaj, mislim, za te se je v glavnem je vse zunaj posnetno, par stvari je noter. Ampak tisto, kar je noter, smo kar orang postavili luči. Dober, se pravi, en človek, en kombi je to bilo, to ni bilo neki full opreme, ampak neki pa vse. No, in to, kar je zunaj, smo tudi imeli neke odbojnike, pa mislim, vse neke stvari rabaš. No, se to, kaj pa je to, kaj greste z ne vem, kaj se... To, kaj gremo en osebni avto, pa en kombi. V kombiju je ta lučkar in njegova oprema. Mislim, da se te low budget produkcije najbolj potem razlikujejo, a imaš ti enega profija, ki ti je sposoben malo luč postaviti, pa tako in z direktorjem fotografije sodelovati, ne, kar se tega tiče. Ali je to vse direktor fotografije in snemalec in režiser v eni osebi, ne. To se mi zdi, da se najbolj pozna, pa ton, ne. Te dve stvari sta ključni, ker se mi zdi, Canon zna že vsak tako uporabljati, pa skadrirati, da nekako to zgleda, ne. Tako da, ja, smo bili ekipca lučkar, Tonc, asistent kamere, pa direktor fotografije, pa jaz. Pa še, pač ponovadi je bila z nami organizatorka oziroma direktorca filma v eni osebi. To je bilo to. Pa imeli smo en ta Rex stol, ki sem ga... Ja, to sem videl, ja. Rex stol pa klapo, to sem pa jaz imela čez. Ja, ko pa vsi je dobro, ker je, ne vem, na Bledu, kdo je na Bledu ali na Bohen. Ja. Pa so ta Rex, pa je tofu, hali Tivoli, pa je na Rex stol. Ta lahuda fora. Ja, to se nam je zdel tako neka taka slovenski simbol, no, recimo, pa tak ne na prvo žogo, malo bolj mogoče. Ja, to si random so dober. Ja. En pa na tanku sedi v Rex stol, tako da ja, se bomo mogli videti, no. Še to druga stvar, ki me zanima, tako, zdaj ven je padel, ko ta je ura 17, ja, 78 minut, mislim, da je. Ja, no, tukaj nekaj. Ja. Koliko je bilo pa tle vsega, pa, da si zrezala na to? Mislim, teh intervjujev je bilo, zdaj točno se ne spomnim, ampak bilo je več kot 200 ur intervjujev sam, no, to 100%. Pol pa tega arhivskega materiala, jaz sem ga pogledala ogromen, sam itak že pol izbrala, sem že na televiziji, ne, mi niso valjda šli vseh teh 100 kaset presnemavati, ampak so mi že tam, smo pol skupaj naredili neki zbor. Mislim, pogledala sem ga zihar 100 ur, ampak not ga je pa pol, ne vem, 3/4 ure recimo, ne. Pa se to je pri dokumentarcih vedno, še bolj kot pri igranih, se mi zdi. Sploh, če delaš o nečem takem, kjer je arhiv zraven, je vedno tega, sam to spada zraven. Saj se še kaj naučiš, recimo, zraven, ne. Obujaš spomine. A pri dokumentarcih so ti pol bolj te všeč, ker so v bistvu bolj talking head pa arhiv? Pa ne. Veš kaj, sej to je v bistvu zelo taka klišejska forma dokumentarca. Ja, čeprav meni je ta najbolj všeč. Meni so glih take mislim, mi, ko smo to začeli delati, smo glih, to sva z Darkotom, ko sem ga že prej omenila, sva glih to, kako bi to, da ne bi. Jaz sem se pol spomnila, da mogoče bi bilo fajn, da naredimo, da so neke razgledance, pa da je res te, ki jih intervjuvamo, ne. Pa da je res malo kičast oziroma ful lepo, da je to kao razglednica iz Slovenije, ne.
A veš, da so te talking heads, da imajo še nekaj zraven, da ni sam, ne vem, pred en drevo si enega postavil, pa ga postavil. Mislim, to zna biti zelo dobro, sam mora biti, meni všeč, da je neka ideja še zraven, da je malo bolj kreativno narejeno. Ali pa če je res tema taka, pa vsebina, da te toliko potegne, da sploh ne opaziš. Od dokumentarcev, meni so všeč te, ki se nekaj dogaja, pa ki greš nekam, pa te ljudje, ki pol kar težijo folku, pa nekaj snimajo, pa to. Ampak všeč so mi tudi te, ne vem, recimo top mi je ta Dave Chappelle's Block Party, a veš, ki je pa čist. Sploh tisto, dobro, sem to je Gondrine, ali Gondrine. To je itak. To je kaj, dokumentarc o tem, kako je en žur naredi, pa je pa enih dveh doma. Sam je super, a meni je to best. Ja, tisti film je fajn. Mislim, je tak, lahko ga daš tudi tako malo v ozadju, pa malo muziko poslušaš. Pa Fujisi so se združili tam, tako da. Tudi desetič, ko ga gledaš, ti je fajn. Ne vem, no, meni je tam med najljubšimi. No, zdaj pa peva na ta nov film, ne? Pa pač povej, čak, naslov je, ker jaz sem pa, ki so bili pomembni. Nekoč je bila dežela pridnih. Tako, o čemu se gre? Zdaj povej tako, kaj je sinopsis ali nekaj, rečete. Ta film govori o osamosvojitvi Slovenije izključno skozi pop kulturo, alternativno kulturo in medije. Se pravi, ne govori to, kar nam vsiljujejo, ne, da politiki so ful zaslužni za osamosvojitev in ne vem kaj. Ampak v bistvu sem hotela v tem filmu pokazati, da je to stanje takrat v 80-ih in ta družbena gibanja, da to je neka stvar, ki je nastala iz čisto enih drugih vzgibov. No? In da v bistvu za te družbene spremembe ima največ zaslug pravzaprav, če tako pogledaš, kultura, pop kultura, mediji, ne, in te stvari, da to so vedno neki motorji družbenih gibanj. No. Tako da v filmu v bistvu vidimo, kako se je skozi pop kulturo pa alternativno kulturo v 80-ih razvijal in na koncu uresničil nek slovenski nacionalizem. Ja, se to je ful dobro, ta z nacionalizmom pa lipo pa. No. Samo milijon nas še živi. Ja, najbolj. Bogi smo. Ful smo bogi. Ne, zanimivo je to, sploh kar se pop kulture tiče, pa sploh kar se muzike tiče, ne, je bilo fajn, ker je bilo prvič, enkrat je bil en film narejen, kjer je bil punk omenjen, ker ima svoje mesto, ker je punk in Vidmar in super, ne, ampak potem pa zraven tudi agropop, recimo, ne, pa lajba, da je bila ena paleta nekih stvari, ki se dogajala. Ja, pa to v bistvu, ne vem, koliko se mi tega danes zavedamo, se tudi jaz se nisem, ne, ker sem začela to, ampak to je bilo vse zelo povezano, ne. Ja, se to, ne. A veš, se tudi Klinar je pa razlagal, oni v sosednjem studiu so bili neki punkari, pa so bili pa oni zraven, ki so se začeli v bistvu neki zajebavati najprej, še celo na Radio Študent so jih vrteli na začetku. Ja, kar je veš, pa so zašli v neke druge vode, ne. A veš, to ni bilo tako, to ni bil nek čist drug svet, ne, kakor ta punk. Ker ti si posnela film, ker Igor Vidmar reče, da so bili Agropop legitimna skupina. Ja, glej. Ja, to je zdaj, veš, part of the record. Kaj je, ja, po svoje... Ne, pa se, ko gledaš ta film, no, saj, jaz pol, ko sem se z ljudmi pogovarjala, pa ko gledaš posnetke, jaz mislim, da film dejansko pokaže, da oni so imeli neko zelo legitimno in zelo duhovito idejo na začetku, ne. Kar smo mi vedeli, pa smo v 90-ih bolj gosti. Mi smo jih malo preresno vzeli, preveč dobesedno mogoče. Sam tudi oni so še sebe že mogoče takrat zelo dobesedno. Pa so jih resno vzeli, tam smo še pa največji problem. To je lepa ironija. Ja, tako da, potem ta druga vena, ne, poleg te, dajmo reči, da je to bolj pop kultura, ne, je bila pa pač ta Alter, kjer je pač Radio Študent. Ja, pa Škuc, pa Ve. Ampak, koliko je pa tam bilo, v bistvu, ko si gledala tega materiala, veš, koliko je ostalo v bistvu v arhivu od Lajbaha pa od Ervina pa teh stvari? Ja. A tega jaz lahko, ker je tam en pobrisal sprot. Veš kaj je, jaz to, kar je v filmu, sem v glavnem vse dobila iz TV Slovenija. In to na ta način, da so oni že v 90-ih, vem, da je Majda Šerca nekaj delala, pa še Slavko Hren, pa... ali povečave, ali neke kakor prav dokumentarce, pa ali bila serija nekih oddaj kakor za mladino. In znotraj tega je bil ta arhivski material, ki so ga oni po moje takrat dobili direktno od Faveja ali pa direktno od, ne vem, tudi Škuc je imel. Ampak zdaj je pa ta video, to je malo tako
TV je na srečo, tam se ohrani pač znotraj teh oddaj. No. Ja. Ampak kar imajo pa te ljudje pol posebej v arhivih, dobro, Irvini imajo tega slikovnega gradiva, kot češ, ne. Ene stvari so se pa tako zgubile ali pa so na takih formatih, ki jih je zelo težko danes, mislim, se bi se dal, ne, ampak precej dela, pa ni nič popisana, veš, to ni nič tako, da bi bil kakšen katalog, da bi se kdo malo ukvarjal pa napisal kaj, kje pa kaj. Ne vem, tudi Kozole, Damjan, ki je gledal film, je pol rekel, da ene stvari je on snemal, pa da je mislil, da se je to že izgubil, da sploh nikjer več ne obstaja. Da je bil kar presenečen, da je videl. Tako da ja, mislim, na srečo ima TV vsaj nek sistem, kar se tega tiče, tam je še... arhivarska služba. Ja. Ena gospa je tam, Jožica Hafner, ki obvlada, ve na pamet, tako po moje pol arhiva, tako da ona mi je pomagala, no. Ok, pa ta tretja, ne, je bil pa pač, v bistvu, kogarkoli hočeš reči marketing, ampak v Sloveniji je moja dežela, ne. Je bila tista ta prva kampanja, ne, pa mogoče mleko reklama, ne, ki je bila res pač dokaj izvanredna, tudi za une cajte, ne. Ampak, to vam mogoče na konec bolj podarim dobim. Zanima, ne. Ker tle je ena stvar, ki je meni tako je padla, ne, pač v uči, ker so, pač ti pač tam razlagaš, kako so to, pa rifle so naredili, pač podarim dobim, ampak pa so kazalke so peli smučali, ne pa boje križajke na svet. Pojejo, kaj bojo nagrade, ne, in tam jih kao rifle dirigirane. Ampak kako je bilo takrat enih firm, ki so neki delali? To je to grozen. Jaz nisem edini, ki je to dojel, ne, več kot očitno. Ja. Ampak to je res, dobiš 10 mopedov Tomas. Ja, a veš, to je v bistvu vse, kar je obstajalo v Sloveniji, kar se tiče proizvodnje, je bilo tam in vsi so dali njim neke nagrade in polka zdaj to, takrat se nam ni zdelo pač nič valjda, da imamo svoje motorje, pa svoje Iskra, računalnike. Danes pa, kad to gledaš, ti je pa prav, joj. Jaz ne vem, kaj bi dal, da bi podarim dobim danes v taki obliki. Ja, dobro vprašanje, ne. Dajmo slovenske firme, da boste dali, a veš, kaj tam je bila majones hiša, to ni bilo, zelo damo, ne vem, a veš, smučke, pa Big Bang ti da, veš, 20% opustava naše trgovine. Pač, bajta, kakorkoli, vse je en dobu, ampak jaz pa ne vem, kva bi bilo. Ja, Slovenci smo proizvajali od jabolčnega soka do hiš, vse, ne. Ja. To je bilo kar amazing. Ja, danes sem res, kaj bi pa dal? Ne vem, jaz ne vem, kaj bi lahko, mislim, da bi tako paleto nagrad lahko. Ni šans, ne. Mislim, da se ne more zgoditi več, ne. Ne. Kar je po svoje žalostno. Jaz se to reče pol Zdravko Duša na koncu filma, da v bistvu to dobro rekel, ne, da kako je to šlo in kam je to šlo, da koliko je to žalostno, da v bistvu je bilo ful enega bogatstva. In to smo se pol pogovarjali, to ni v filmu sicer, ampak pol smo se z njim pogovarjali, da je bil v Makedoniji ali v Črni Gori v eni trgovini zagledal tako pred kratkim kar neke Peko, Alpina, te neke proizvode, kada bi spet se vrnila, veš, neka jugoslovanska proizvodna, da mu je bilo to tako, čaki kaj. Se tega je dosko, če malo potuješ po bivši jugi, ne. Tako, jaz sem na zadnje videl v Sloveniji, moja dežela, poster, iz takrat, ne, enega je ohranil, pač ne, v eni štacuni je bil zadnji nalepljen, ne, z lipicanci. A res? Pa Slovenija, moja dežela, veš, te stvari še zmeraj tako obstajajo. En znanc mi je rekel, zanč po premieri, ki je v Argentini hodil v šolo, da so imeli v šoli ta plakat, ne, Slovenija, moja dežela, poli pa od spodaj pisali Slovenija, vejca Jugoslavija, pa so imeli Jugoslavija z alkoholcem prečrn. Ja, Ker si te intervjuje delala, koliko ste imeli pa začrtan, ker to so bile ta glavne tri vene, ne, ta popkultura, alter, ta marketing. A to je bilo, pač koliko je bilo tega začrtanega, oziroma koliko pol ti to v filmu prepletaš, kako se ta proces zgodi čist? Pa v bistvu ta proces scenaristični v narekovajih se dogaja cel cajt, no. Mislim, se na začetku imaš neko idejo, pol se pogovarjaš z ljudmi, intervjujaš, vsak ti kaj pove tudi, kar nisi pričakoval, ali pa kaj novega. In pol mogoče naslednjega boš na to temo še kaj vprašal, ne. Ti sproti, ko intervjujaš ljudi, pa sproti, ko gledaš arhivske posnetke, vsaj tako se je meni zgodil, se mi sproti še kakšna stvar pojavlja vedno, ali pa razvija se ti nekako ta zgodba, no. Pol pa v montaži pa spet v bistvu začneš nekako najglih iz nule, približno veš, kaj imaš, ampak pol moraš pa to sestaviti v neko logično zgodbo, tako da v bistvu ko smo začeli snemati film,
priznam, da nisem zdaj čisto točno vedela, s čim bom pol v filmu dejansko začela. Sem hotela najprej videti, kaj vse dobim, pa iz tega, pa še enkrat vse pogledati, pa iz tega dobiti neko zgodbo ven izvleči. Sej, če imaš toliko materijala, ni problem dobiti 10 različnih zgodb, pa se moraš pač odločiti, kako boš pelil to špuro. Kakšen je bil pa dolg, tako ta prvi kat filma, tako, da rečeš? Nekaj 4 ure. To me čisto zanima. Okay, pa na teh 4 urah, recimo, da si v te 4 ure dala že stvari, ki so bile kul. Ja. Koliko se pa pol tam... Ja, to je bil ta proces. V bistvu jaz sem vse pogledala, sem si izpisala vse, kar se dogaja in vse, kar je kul. Pa sva pa šla z montažerjem skozi in sva najprej sam to, kar je kul, bilo meni ali pa nama, dala nekako po tem vrstnem redu, ker sem si ga takrat že sestavila na timeline. In pol, to je bilo neke 4 ure, pa sva pa šla počasi skozi ene parkrat, pa krajšala, metala ven, kaj še spreminjala sproti. Tako da pol je bilo teh verzij, ne vem, pol zihar je bila kakšna 3 urna, pa 2 uri pa pol, pa na koncu prideš do te neke končne oblike. Se pol vmes pomaga, če še, ne vem, pri nas je tudi producenti prišel pogledati, pa je še on mogoče dal kakšno idejo. Mislim, pomaga, če še komu pokažeš pol, ker ti, ko gledaš že 10,000, mogoče nimaš več toliko občutka, kaj je zanimiv, pa kaj se sam tebi zdi, zdaj neki blazno wow, pa v resnici. Ja, se ti to smo vprašati, ker to, kad vidiš eno te isto stvar, a kako pa pol dobiš nazaj eno distanco, kad ven stvari režeš, veš, da ima sploh zadeva nek tempo, pa to. Veš kaj pomaga, če lahko za kakšen mesec greš stran, pa delaš nekaj drugega, to na srečo smo tudi lahko naredili, pa se pol vrneš, pa narediš še eno rundo, še par dni, enkrat pogledaš, pa še kaj spremeniš. No, si tudi pri igranih filmih je tako, sam tam imaš bolj redko to možnost. Tukaj, ko smo vse delali tako, v bistvu čist na polno, freelancersko in tako smo si lahko to privoščili. Nismo imeli nobene najete montaže, ki na Vibi ali pa tako, pa nobenih terminov čist, tako da to je ponavadi najboljš, da še komu pokažeš, pa da greš malo stran in se pol vrneš malo bolj spočiti in sveš, To se je izkazalo za najbolj učinkovito. Na čemu pa montirate? To je malo že ta del, veš, malo strojno prej. Ja. Sej jaz nisem glih full tehničar, ampak ta je bil zmontiran na Final Cutu in tudi ta prejšnji je bil na Final Cutu zmontiran. Ampak to na na Proju, sklepam Final Cut Pro. Ja, pa ne ta nov, ta je beden, Ta je sam katastrofa. Ja. Ne, se na tem ne vem, če sploh kdo dela. Jaz nisem še slišal, da bi. Sej jaz drugače nisem bila nek full pristaš Final Cuta, oziroma mi smo se na faksu na Avidu učili montirati, pa mi je tudi najboljši Avid, ker je najbolj tako, sam je, se mi zdi, najtežji za naučiti, sam pol pa, ko znaš, pa si lahko res full hiter, ker ima full te bližance in to, in res full enih opcij ti ponuja, Ni pa primeren, mislim, če ti hočeš doma nekaj malo zmontirati za na Vimeo, mogoče ne rabaš tam tistih 100 možnosti, A veš, ni glih, vsakmu se ne splača to učiti pa to. Ne vem, vse na Premieru sem tudi nekaj montirala, ampak ta montažer, s katerim delava skupaj, pač dela na Final Cutu, tako da pol pač Final Cut, Sej načeloma, to so samo orodja, sej veš. Ne, sem ker je tako, mislim, zanimivo je zaradi tega, ker pač pri Macu je bilo zmerno tako, da za te ljudi je pa bil, Veš, to je bil za dizajnerje, pa za dizajnerje najbrž res, Ma ne vem, za montirati, jaz še vedno se mi zdi, da te profi v glavnem so bolj na Avidu, pa zdaj ne vem, PC ali Mac ali kaj. Ampak pri nas pa se mi zdi, da se je sploh pri teh, veš, ko delajo bolj za net, pa malo bolj gverilsko ali pa low budget, da se je full uveljavil ta Final Cut, pa Mac pa to. Zdaj zakaj, ne vem, ampak kaj pa ti uporabljaš? Tako, pa ne zdaj sam zasnemati, kaj pa imaš, kje računalnik imaš pa ti? Jaz imam kar enega HP, enega PC. Na Windowsih si? Ja. Aha, zanimivo. Mislim, saj sem v manjšini, ampak ne vem, tako se mi zdi, jaz bolj racionalno gledam, nimam te neke emocionalne navezanosti, veš, da zdaj pa mi je ful lep, zdaj ta Mac, pa da hočem zdaj zato to, ampak nekako mi je bilo tako, kaj to gnarja imam, zdaj pa kaj najbolj za ta denar, pa se mi je nekako zdaj Shapajo si pa kaj dobro skozi. Ja. Med slavega.
Kaj pa še kaj uporabljaš tako za svoje? Od tehnologije? Ja. Veš kaj, jaz nisem glih tako, da bi ful sama snemala pa sama montirala. Mislim, se vsake toliko časa tudi, ampak raj pol sodelujem s folkom, ki bolj obvlada te stvari. To je itak ena od lepših stvari pri filmu, da lahko sodeluješ z ljudmi, ki vsak neki totalno obvlada in pol se vsi skupaj potrudite in rata neki za nič ali pa do dobrega včasih. No. Ampak jaz drugače sem bolj kar se tehnologije tiče, fotoaparat imam čist nek običen Olympus, ki gre pod vodo. Malo trotel. Če hočem kaj boljšega, si kar sposodem. Drugače pa pač te neki gadgeti, to pa tako kot vsi, veš, te neke tablice in to, temu se nisem mogla. Imam tega Samsunga, ta malega Galaxy Tab. Čak, Galaxy Tab imaš, si navinčenga. Ja. Čista prvega. Ta drugega. A res, kaj? To si pa ti pa še dva v Sloveniji, po mojem. Ja, jaz sem ga tudi uvozila, si po mojem, sta ga une dva tudi. Ja, prešvercala. A res, ali kaj? Ja, veš kaj, te iPadi so mi bili toliko štorasti, ko so ven prišli. Ne vem, ta format mi ful ni. Te tam malce, no se zdaj so tudi oni to pogrundali, pa so manjšega naredili, ampak takrat še ni bilo. Te tam malce so mi ful simpatični, pa ta je bil, ne vem, $200 ali koliko toliko se mi je zdaj glih idealno za tako stvar, ne vem. Ampak čak, a polka si ga kupila, a to kaj veš, kjer ga Android je imel gor slučajno, to nimaš pojma, kjer je različica, to je bil 2.3 je bil, ker je vse izgledal kot telefon, sam večje. Ne, sam ni bil 2.3, je bil že nek bolj naprej. Je bil bolj tak moder. A ti ga pokažem? Ja, dej, če ga ima, mislim, da to je... Mislim, noro mi je, da ima nekdo Samsung Taba. Da to obstaja. Ja, tako v divjini sploh, da obstaja, če gremo to žgal. To je pa... Zdaj lahko pogledaš pod properties, kjer Android je to vse, jaz sem že pozabila. Kad drugače... Zdaj vidiš kak tehnični mojster. Ne, že na 4.1, to je v redu, to je dvojka. A je 4.1? To je v redu, to je legitimno. Ampak ono je bog, noro, tom pol sliko, kam da na čak, to lahko lepo stila. Da obstaja. Ja, da obstaja. Zdaj malo spuci, zaslonček. Prijem boš sliko. Jaz dejansko imam tudi Android tablico, ne? Sam to pa še nisem videl mega, da bi kupil. Sam, a ni fina, ne vem, meni je ful fin ta format, 7-inčen, to mi je idealno, ker uno ta veliko niti pol tako, ker to imaš bolj tist za na bus, pa za v posli, pa avion, ja, pa ne, tako. To za čist strilje. In tist držat, ne vem. Ja, se zato je Nexus 7 to kul, ne? Veš, Nexus 7, to veš, ta Asus. Ja. Samo da tam imaš ta bonus, da imaš Android nima tega čez, kar Samsung čez. In pa, ko pride pač posodobiti ven, ne, jo takoj dobiš. Veš, zato je vne kaos, da boš. Se je, mislim, ja. Noro. Nisem se toliko poglobila, veš. Kjer telefon imaš pa? Pa tudi nek Samsung Galaxy Chip S. Ta, veš, Galaxy Mini, a veš, kjer je to? To je pa tako slab telefon. Pa to mi vsi govorijo, sam ne vem, jaz ne občutam tega. Ja, da ne moti. Mislim, jaz ne uporabljam telefona toliko za, veš, za podcaste, pa to itak uporabljam. Vidiš, to pa je ta Mac izdelek, ki ga posedujem, je pač iPod, ne. A tača? Ne, ta Mini, veš, ki je touchscreen. Ja, tam je ful dober, the best je to. Tako da muziko pa vse ostalo itak tam poslušam, ne vem, za brat imam itak bolj tega, oziroma pač Kindle nimam, no. Ja, nimaš. To pa, ne vem, mogoče ga zdaj so ga začeli v Slovenijo pošiljati, ne. Ja, to sem videla zadnjice, zdaj razmišljam, no. Še ena stvar, ki jo moraš nositi sabo. Ja, sem ta Paperwhite se splača. Vem, ful dobro zgleda, vem. Res. No ja, tako da telefona itak ne uporabljam za nič drugega, razen za mail, pa za Twitter, pa za telefon. Ja, pa če imaš Galaxy Mini, je to nič čudnega, ker tiste... Ne, res, ja, jaz sem zdaj pred kratkim sem testiral že spet za monitor te poceni telefone Androida in je bil tudi Mini 2, ne. In razen to, da je malo boljš narejen, isti šrot, pač. Isti šrot. Kjer pa je dober, da je to... A ta poceni? Ja. A sploh obstaja kakšen dober? Sem res pocen, da lahko rečem, da je dober. Jaz sem takrat, pač, za ta najboljšega smo takrat zbrali v bistvu Xperia J od Sonya, ki je pač tako fajn narejena, pa pač nekakšen najbolj mori v Android tam gor, ne, ampak tako, sem tudi napisal, to je najmanjše zlo. Še zmeraj je zlo. Ja. Pač tako, res, jaz sem lej za 50 €. Sej to, ker si v tem rangu... Pa sploh mena, veš, jaz sem imela tudi enega včasih, ki je bil malo lepši, pa malo bolj drag, pa mi je v Blejsko jezero padel, pa se mi je pol zdel, zakaj, veš.
A se res plača? To bolj boli, ne? Ja. Pa greva zdaj še malo na software. Kaj pa pol na HP-ju največ uporabljaš? Kjer browser imaš? To zmeraj ljudi vprašam, kaj to vejo. Firefox. A na Firefoxu? Ja, se mi vsi, zakaj nimaš Chrome pa to, ampak ne vem, pa se sem imela Chrome, ne vem, malo bolj, tako sem se navadila, no, sej sam to je po moje, sploh ne vem, a sem že jaz toliko stara, ampak pol, ko se na nekaj navadaš, se mi zdi, težko se čist na neke druge. Ja, to je res, ja. Sam, ker si enkrat prisiljena, veš, koliko smo vsi mislili, ne, to pa itak, ja. Ja, jaz sem bila tudi ena od teh, Nokia, super. Kaj pa na tablici, kaj imaš pa kle? Tako da največ uporabljaš? Največ uporabljam Google koledar tukaj gor. A ja, da se ti sinka, ne? Ja. To je majka, ja. Ja, pa Astrid Tasks sem, zdaj ta nek, a veš, a poznaš? Ja, poznam. Sam zdaj, ko so imeli nek update, pa mi ni bil cool. A za Tasks veš? Ki se sinkajo s temi v Gmailu. Ja, no se ta Astrid se isto sinka. Ampak un je ful bolj simpel. Pač, ja, tega sem zdaj skensala, pa zdaj gledam, da bom nekaj. Mislim, da nekaj stane, ampak se kar splača. Jaz sem ga uporabljala zato, ker je sink najbolj delo. Res so se ful dobro, so se sinkale. No. Vse tiste tudi delali v redu, ampak vidiš, bom probala. Sem imel neke štale, jaz sem ga probal, no, pa sem nekaj tam napisal, pa se kleni pojavila, pa se je pol pojavila. Ma nek beden update je bil na eni točki, ker smo po mojem vsi nehali to uporabljati. Jaz sem pa lunga test sugo in so zdaj ful zadovoljni. Ja, cool. Res, dejansko ga uporabljam. Ne, zato na tablici v glavnem imam Evernote, koledar, te stvari bolj, no. Ja. Zakaj prebrati tudi, pa predvsem najbolj uporabljam, če kam grem, pa imam pol navigacijo, navigacijo. Mapse pač. Zemljevidke, pa te kakšne aplikacije turistične, pa to mi je ful dober. A veš, ker nisi zdaj tak bednik z vodičem, ne, ampak si kao, ne, jaz sam gledam mail, v bistvu pa imaš tam vse, kam moraš iti, da nisi čisto turist, no. Ja, da si tak malo bolj undercover turist. Za Twitter pa kaj uporabljaš? Kar ta njihov, ja. Mislim, vse sem jih sprobala, par sam, ne vem, vsi so mi bili tako neki nakičeni, ne vem, tam je full simple. Za zdaj, kaj je zaston, pa kaj se ga še da dal potegniti, Carbon. Ja? Twitter, ja, je tak lep. Dobro. Oni so se potrudili, pa so nekaj lepega naredili na enem. Daj po linki tam od spodaj, ko bo žal podcast, pa bom tam, ker zdaj si nam zapomnil. Vse je to itak vsakič. Zdaj, ker so pač ta software, pa hardware nekak, ne, pa ki se preomenila pač podcaste, ne, kjere pa tam poslušaš? Jaz v glavnem te filmske poslušam, no. Ne vem, sem poslušala tudi par teh bolj poljudno znanstvenih, sam pol sem to vse nehala. Kjer si pa podobno znanstvenih? Ma te od Discoveryja, veš, se jih je milijon. A ja, ok, prvo Discovery Channel. Te neke How Stuff Works, pa ne vem kaj. A veš, ki jih je 1000. Ja. Teh how neki. Stuff neki. Zdaj moram tako skoraj po defaultu, Radio Lab si kdaj slišala. Ja, ampak nisem se glih ufurala, no. Poslušala sem mogoče eno oddajo enkrat, mogoče bi. Ufuri se. Dobro. Ne res, če že poslušaš to vsakmo rečem, to se to ponavljam, že sebi ne, tuk dober, ker je tuk dober. Pa začni tako, ko vsakmo rečem, s Colors. On ima ena epizoda o barvah, okay. Poslušaj o barvah in če tisto preživiš, pol ti bo res, je preveč fajn. Okay, sorry. Ja, ne, pa sem v glavnem, poslušala sem ful različnih, zdaj sem bolj na teh filmskih ostala, ker se mi je tok tega nabral tam na unih iTunesih, da je bilo že nemogoče, sem sam brisala. Tako da od filmskih, en je tako, ja, ni več nov, ampak Operation Kino mi je ful dober. To je pač nekaj 4 kritiki v New Yorku. V glavnem te kritike poslušam. Poslušam tako, če so ti intervjuji cool, ima tudi ta The Treatment je en od NPR, ki pa in so vsakič intervjuji z nekimi, pa so tudi tako režiserji, scenaristi, igralci. Mislim, ampak predvsem zanimivo je, pa te režiserji se veš nimajo glih kaj ful zanimivega zapovedati, ampak ne, zanimivo je, če ima včasih kakšne, ne vem, urednike kakšnih revij ali pa ne vem, direktor Sundance, pa to, bolj ta folk mi je bolj zanimiv za poslušati, moram priznati. Drugač pa Slash Filmcast je en tak ful popularen. Ja, ker je pač Slash Film. Ja, ki je v bistvu cool podcast. Čakaj, kjer je še kakšen tak? Poslušam tega od BBC-a, ta Mark Kermode. Vem, to je. Ta njihov, ja, ta je smešen, ta je tudi v redu. Čak, pogledala, če sem kakšnega ključnega izpustila. Imaš kar že Apple, to je to.
Ma ja, veš, sej ne, Battleship Pretension, tam je ful všeč. Kaj pa je to? Ta je isto filmski, ampak je zelo tako, dva tipa, ki sta v Los Angelesu, v bistvu sta kritika, no, taka bolj na pol hobi, ampak malo se moraš, malo traja, da se ufuraš, ker vedno 20 minut nabijata, kar od nečem, preden se začneta pogovarjati o filmu sploh. Sam ful iz zanimivega vidika vedno obdela takšno temo. A veš, nima ta tako, kaj je zdaj v kinu, pa dajmo se pogovarjati o Batmanu, pa ne vem kaj. Ampak ima ta tako, ne vem, ali vzameta enega kostumografa, pa obdelata celo kariero. Ali vzameta, en mi je bil ful všeč, ena epizoda, ki sta vzela, v čem je razlika med sentimentalnostjo in med, ne vem, melodramo. Ali pa veš, tako prav poglobita se in ful dobro, no. Sam moraš malo bullshitati, tega preposlušati, preden priješ do tega dobrega dela. Tako da ta je en tak, ki ni tako popularen, no, pa je v bistvu full fine. How did this get made? Ja, to so pa v bistvu 3 plus kakšen gost je še vedno. V glavnem so igravci, no, pa bolj te komiki, pa vsakič gledajo nek res za nič film. Tam je pa tako, no, fajn je poslušati, če si kakšen film od teh po nesreč ali pa za nalašč gledal, pa pol, ker vsako epizodo imajo enega, pa pol ti zdaj poslušati, ker zveš tudi za kakšne res dobre za nič filme. A veš, kaj imaš, ne, se veš, kako se. Da je fajn. Te za nič se delijo, v te za nič pa v hude za nič, ne. Tako da pol tam kakšno idejo tudi dobiš. Za kakšen filmski družabni večer. Rečemo ta The Room, a to poznaš? Ja, The Room je. To bom dal link. Evo, to je mojstrovina, ki jo priporočam vsem. Res, jaz sem ta film gledala 6krat že in ta prvič, ko sem ga gledala 4 ure, zato ker sem tokrat mogla nazaj prevrteti. Kaj je on, Tommy Wiseau? Ja, ker nisem verjela, da je to sploh v filmu, tako da to je bilo. Ne, pa kle treba reči, to je bilo mišljen kot legit film. To je drama. Ja, no, okay. On je hotel, pol je razlagal nek tip, ta bo napisal knjigo, zdaj ta Mark, veš, ta best friend. Je razlagal, ker on je bil pol gost, mislim, da na tem podcastu. Aha, okay. Ali je bil on ali pa ta bejba, ne vem, eno dnjo. In je razlagal, da on je mislil, da dela, da to je, ne vem, Tennessee Williams, veš, da to je res deep, ne. To pa res priporočam, tako, zberite prijatelje na kupte kakšno pivo in to je to. Res. The Room je epski, ja. To je to. Mislim, ampak prvič, ko sem ga gledala, v bistvu mi je bilo ful smešen pa to, ampak pol sem se pa zasekirala koliko stvari gre narobe pri filmu, a veš? Ja. Mene je pol iz tega stališča prizadel me je prav, a veš, tako sem bila shit, koliko stvari ti lahko v bistvu zajebeš, no? Si predstavljaš, da čist na vsakem koraku narediš napačno odločitev. Mislim, to je res, tako da pa sem se kar zamislila, tako res moramo biti. Ja, to je res, to je lepa šola, no, kako on je to vse čist zresno, mislim, mišljen je bilo, da bo to legitimen film, ni bilo mišljen, tudi ne low budget, mogoče malo slabši film, ampak mišljen je bilo, da bo to film. To je Far From Heaven ali pa to neki, a veš. The Room. En del se mora pač pogovarjati o dobrih filmih. Ne, dejva, ja. Zdaj, nam da vprašaj, kjer ti je najljub, ker to je pač boljši vprašanje. Ampak, lej. A imaš, ne, kot jim rekel, jaz bom tako rekel, a imaš en film, ki ga na vsakega cajta pogledaš? Ja. A veš, da imaš enega, ki na vsakega cajta, ta film moram že spet videti. Imam enega, ki mogoče je tudi moj najljubši, ki ga gledam enkrat na let, mogoče. Ja, jaz sem tudi enega tazga. Fargo. A res? Ja. Švede, ali kaj, to je noro. Mislim, kaj Minnesota, kaj so, vsi so bolj, ne vem, Švedi. Mislim, da je švedska ali norveška so te Minnesota. Ja. Gunderson. Ja, Gunderson je vse. To gledam, mislim, res vsak let. To sta kovna, ne? Ja, ta film je popoln. A res? Meni se zdi, da nič ni narobe. Meni je Barton Fink boljši. Barton Fink je genialen, ja, se strinjam. Ampak, Fargo. Ja, to, čaki, kjer mi je še tak, da ga res, veš, kjer ga ful velikrat gledam. Letos, ta je pa tak, recimo, ko imaš mačka, ali pa, ko si neki slabe volje, ali pa po novem letu, tako, da bi neki, je pa Dazed and Confused. McConaughey. Ja. Okay.
Ali pa Fast Times at Ridgemont High. To pa jaz ne morem se napali za ta film. Res? Ja, pa sej, veš kaj, po moje tudi to, kdaj si ga prvič videl, ne? Ja, zelo dolgo nazaj. Ja. Res, ja. Ali pa, veš, mogoče, ali si bil glih premlad, ali si bil pa glih prestar, da bi ti to dogajalo, pa vedno z neko nostalgijo gledaš. Ja, Pa veš, kjer ga gledala sem zadnjič, bil je tale Halloween, ali kaj, bila sem pri sestri v Londonu in tam so imeli, tam imajo full eventov, zato ne. In so imeli nek midnight screening special, ne vem kaj, in so šle gledati Beetlejuice. In to smo gledali. Michael Keaton. Ja, ker smo bile stare tako, 6 let, pa do 10 smo imeli to na VHS-u in smo gledali vsak teden to, soboto zjutraj. In zdaj mi je bilo tako, po 20 letih, a mi bo to cool ali ne, ampak mi je dejansko bilo cool, no, zdaj ne vem. Ne, drugače pa od teh, da bi ful gledala spet in spet, veš, ker mi je tudi še ful tak rewatchable, ali kako se reče, The Conversation mi je the best. Popola, ja, ti se res fajn. Ja, pa od teh ta novejših In the Loop. To. In the Loop. Janucci, Armando. Ja, ta tip je genij. To je pa... Vse, kar on naredi je... Jaz od Alana Partridgea naprej. Itak. Ja. To je, jaz to bolj kafolko razlagam, da če morajo kaj gledati, ne Alana Partridgea gledajo. Ne, noro. Ja, to je res. Vse, gledaš ta VIP zdaj? Ja, ne, imam na lagerju. Zdaj bo druga sezona. Ja. To je isto, Indonesia. Ne, fino je. Ja, on je fajn, ja. Zdaj pa za konc, v bistvu še ta moje vprašanje. En kos strojne opreme, ki je bil pisan tebi na kožo, nekaj, ki si imela ali pa še imaš, pa ne reč Samsung mi nekam, kar prekinu sneh, to je tako narobe, da je noro. Res ne, ampak tako, ni nujno stvar, da je telefon ali pa računalnik. Ja. Nekaj, ki si uporabljala ali pa še uporabljaš, da bi hotela izpostaviti. Kolo. A biciklo? Ja. Lepa, sem več slavega. A to zdaj ti bicikl, ta komunistična iniciativa ti... Pa ne, veš kaj, v bistvu zato, ker nimam denarja, da bi imela avto. Mislim, to je nekako povod, ampak ne od nekdaj, ne vem, mi je to bil najboljši prevoz. Ja, pa tudi dobro, zdaj sem kle v centru doma, tako da itak, kje boš parkiral, veš, procese. Kje te pa lahko ljudje, oziroma ne, tenkrat tako vprašal, kje lahko ljudje najdejo zdaj te tvoje filme na internetih, pa kdaj bo ta nov v kinu? Ja. Link za unga ta starega boš dal na YouTubeu. Ta nov, nekoč je bila Dežela pridnih, bo v Kinodvoru enkrat aprila. Zdaj ne vem točen kdaj, mislim, da nekaj na sred aprila, se mi zdi. Okay. Tako da mogoče, ko boš to dal ven, bo že kaj bolj znano, pa lahko tudi polinkaš. Ok, cool. To bo zdaj danes je kaj, torek, ja. 19.3, ne? Šlo bo ven pa v sredo naslednjo. Naslednjo sredo. Ja, mogoče bo že kakšen datum, vse če ne, pa prečekirite stran od Kinodvora, se tam bojo točen objavili. Pa pejte gledati v kino, ker se mi zdi, da v tej tam mali dvorani, kjer vrtijo dokumentarce, da je tako... Če je dost obiska, se pol podaljša, če ne pa se zapre. Ja, veš, tako je, ne. Popraševanje diktira ponudbo. Tudi v dvoru. Tudi v Kinodvoru. Ja, ne, vse je v redu, se pa vidiš, kakšne te, jaz sem Janez Janša, se že ne vem koliko časa. Veš, the best film, priporočam, drugače. Ja. Kaj imaš o tem mnenju o Koloseju? Ja. Zato, ker to sem z Nino Kožar govoril. Ja, Kolosej. Ja. Mislim, a veš kaj? Predvsem ena stvar, ki mi gre na jetra, je ta, da ne vem, če to veš ali pa če to vejo ljudje nasploh, ampak recimo, ko se prodajajo karte od filma, ne? Recimo Miha Hočevar naredi slovenski film, gremo mi po svoj in tam ima čez 200,000 gledalcev, wow. In od tega si, ne vem, 70% ali koliko razdelita distributer in Kolosej v bistvu, kinoprikazovalec, ne? Ja. A veš, ki nista nič naredila, zato niti promovirati ma ni bilo treba, ker je to vse naredil režiser in producent. In s tem denarjem, da ne morajo niti, mislim, spucati ta... Pa zamenjati 3 zicov. Fuj. Mislim, stoli je ta katastrofa, ampak najhuj, kar mi je tam, mi pa sploh ni to, kokice stoli, svinarija, ok, beden folk, to, če greš gledati kakšno komedijo, tja škoda, ja. Je ljudstvo res ponorelo. Mislim, da nimajo enega, ki bi imel ljudi, da imaš, a veš? Ašarja, ja. Ampak, ok, stvar, ki mi gre najbolj na jetra, je to, da ti greš gledati tja neko, ne vem,
vem, kao neko dramo ali pa nekaj resnega in slišiš Schwarzeneggerja iz sosednje dvorane, razumeš? Mislim, a veš, že ampak to imajo od začetka problema. Ja, itak. Mislim, ful slabo izolirana, veš, ne moreš ti gledati Brokeback Mountain pa poslušati tam Transformerjev še zraven. 2 filma za celo enega dobiš, a veš, to je res katastrofa. No. Ja, ti se dobro. Tako da predvsem to mi gre na živce pri njih. To, da so zanemarali, pa to, okej, mislim. Lej. Sej jaz mislim, da zdaj, če bo v centru ta Miniplex, to bo da best, ne? A veš, to so zdaj bile neki plani. Že spet bomo centra dobil kino, kao. Ja, mi smo bili vsi par let nazaj že ful optimistični, da bo to, pa smo mislili, da to je čist zamrl, zdaj pa ne vem, zgleda, da ni ali kva, ne vem, res držim pestino. Ker, a veš, kako Kinodvor, tam je skos mislim, tam je res polka velik, pa ful dober program, pa že tako, tam je 7 filmov na dan vrtijo različnih včasih, veš, to je čisto mač. Ja. Oziroma sploh zici, ker tista neka penca, zgužbana, ogabna, ja. No, tako da to upam, da bo cool. Sem pa bila v komuni zadnjič in smo bili 4 noter. Prav veš, tiska priješ v kino, pa kar pozdraviš, v nekaj že sedijo, je kada bi prišel dnevno, ful ogromno. Z največjim možnim TV. Ja. Ampak ja, to je to. Tako da ja. Drugač pa, to je počas to. Dobro. Lahko ti rečem, da boš 13. Odlično. Na aparatu, zdaj ne vem, ali je to srečna ali nesrečna. Pa nimam ful enega odnosa do tega, ampak sliš se cool. Jaz sem imel na dresu dolgo cajt. Ampak zato, ker imam ni hotel v bistvu. Ne, meni je cool to, zakaj ne? Tako da ja. Veš, kaj pa une, ki imaš v avionih ali 14. vrste ni. Čakam, pa kaj je res ne? Ja, to dejansko obstaja. Res je ne? Ja, imaš nekaj, ne posod, odvisen, kdo je naročil. Naslednjič bom pogledal. Ja, gled, jaz sem bil na eno, kaj je bil DC8 za unta star, pač nek McDonald Douglas, je tako 12-14, hladno. Imaš hotele, ker ni 13 štuka, pa take, to še nisem. Človeška neumnost ne pozname, ja. To je lahko zaključek. Urša, hvala. Hvala tebi. To je to, ja. Tole je bila 13. oddaja Aparatusa. Uršo najdete na Twitterju pod urssa_m in film bo od 3. aprila na sporedu v Kinodvoru, tako da si ga pejte pogledat. Jaz sem na Twitterju Anzet, Aparatus je pa na spletu www.aparatus.si, 2p sta v imenu in tam najdete vseh ostalih 12 pogovorov do zdaj. Če tole slučajno poslušate v iTunes, bo pa kakršnakoli cena tam dobrodošla. Lahko pa še povem, da bo naslednji gost v Aparatusu Boštjan Gorenc Pižama, pogovor pride pa gor čez en teden, se pravi 3. aprila. To je to. Čau.